Prijazno dobrodošli v novicah na ETV. Pasji dnevi, ko je sonce v ozvezdju velikega psa, so od 23. julija do 23. avgusta. No, zadnja leta narava dela po svoje, zato so ti dnevi letos že prej. V ozvezdju velikega psa je najsvetlejša zvezda Siri. Po naše pes in ljudska domišljija je pasje dneve poimenovala za temperaturno neprijetne. Poleti nam je pasje vroče, po zimi pa nas zebe kot psa. In ko pes postane sinonim za vse neugodno, je nekdo lačen kot pes, spet drugi gara kot pes, tretji se boji kot pes ali pa je hudoben kot pes. Tudi len je nekdo kot lahko je len pes in tečen kot pes še za povrhu. Še bi našli kakšno takšno besedno zvezo, pa naj bo dovolj. Lotimo se današnjih novic. Delček tistega, kar se dogaja okrog nas. Kljub vročini vam ponujamo nekaj tem iz našega okolja. V Litiji zaokrožili praznovanje občinskega praznika. V Kisovškem Skitiju temeljni kamen za nove proizvodne prostore. Končuje se zagorsko-izlaška likovna kolonija. Ob letošnjem občinskem prazniku so v Litiji pripravili blizu 30 različnih dogodkov. Od gasilskih veselic, razstav, pohodov, tačkovega festivala pa kolesarski vzpon na Geos. Festival skupnosti, osrednjo akademijo in koncert v spomin Carlosu Klajbarju pa štejejo za vrhunec praznovanj. Analiza letošnjih prireditev kaže, da so lepo uspele. Tudi obiskovalcev ni manjkalo in tudi vreme, čeprav je bilo v tem obdobju še muhasto, je organizatorjem streglo. Rdeča nit vsega je, da smo imeli res veliko srečo z vremenom, se pravi, da smo lahko izpeljali načrtovane dogodke tudi na prostem, brez kakršnih večjih težav. Zagotovo je to ena zelo pomemben ugotovitev, drugo zelo množična udeležba vseh teh dogodkov, ne glede, se pravi, na čas in termin, tako da zagotovo je za nami eno tako pester uvod v, se pravi, počitniško poletje, z množico dogodkov in tudi kvalitetnih dogodkov. Jaz bi mogoče izkoristil še enkrat to priložnost in se zahvalil vsem organizatorjem, sodelavcem na vseh področjih, tako se pravi na ravni društev, javnih zavodov, občine in tako naprej, za, se pravi, pomoč pri tej organizaciji in pa za zelo, široko sodelovanje. Tako da zagotovo je ta način, se pravi, organiziranja dogodkov in pa tudi praznovanja občinskega praznika en lep dokaz, da še dodatno povežemo skupnost in pa se povežemo med seboj. Moram reči, da so vse prireditve, ki smo jih organizirali v sklopu tega občinskega praznika, bilo jih blizu 30, res odlično uspele, zelo dobro obiskane so bile, predvsem te glavni dogodki, ki so recimo tukaj v Litiji, tako sama akademija s osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku, pa tudi festival skupnosti, ki je bil teden dni prej. Mislim, da so prireditve, ki so pravzaprav zdaj jih tudi naši prebivalci, naši občani sprejeli za svoje in jih pravzaprav že tudi kar pričakujejo. Absolutno bomo poskušali, se pravi, že mogoče v jesenskem času oziroma takoj na začetku prihodnjega leta se srečati z vsemi temi organizacijami, ki pravzaprav pripravljajo te prireditve, da jih dejansko res nekako uskladimo datume. Čeprav se zavedamo, da bo to zelo težko, kajti vsak organizator si pač želi, bom rekla, ta termina v juniju, ampak mislim, da dejansko je včasih preveč najbrž tudi
ni dobro in potem tudi begamo, bom rekla, naše občane, občanke in se marsikdo potem ne odloči, če tega preveč. No, tako da jaz mislim, da je dovolj še drugih dni v letu, da bomo lahko pač ustrezno izvedli te prireditve. Je pa res, da je to ena prednost pač teh poletnih mesecev, ko so prireditve lahko zunaj, a ne, in je to absolutno drugačno vzdušje. V prihodnjem letu obetajo racionalizacijo prireditev, zmanjšanje števila in razporeditev nekaterih na obdobje zunaj praznovanj občinskega praznika. Ključni trije dogodki, ki smo jih omenili že v začetku tega prispevka, osrednja slavnostna akademija, festival skupnosti in koncert Carlosu Klajberju, pa bodo ostali v dozdajšnjih časovnih okvirih. Kljub poletnemu zatišju pa so Litijani že v pripravah na prireditev Slovo poletju, ki jo pripravljajo zadnji teden v avgustu. Moravški župan dr. Milan Balažic je 17. julija v Parku slovenske samostojnosti v središču Moravč skupaj z delegacijo položil venec pri spomeniku slovenskim osamosvojiteljem. Spremljala sta ga predsednik Moravške veteranske organizacije Mihael Žavbi in svetnik Marko Kladnik. Župan je ob tem povedal, da je 17. julij dan, ko je po uspešni obrambi teritorialne obrambe jugoslovansko predsedstvo na predlog dr. Janeza Drnovška sprejelo sklep o umiku agresorske jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Ves čas od začetka napada na Slovenijo so Moravčani bili enotni pri podpori slovenske osamosvojitve. Zato je župan predlagal, da bi ta dan v spomin in imperativ od zdaj zaznamovali kot dan moravške enotnosti. Čeprav je čas dopustov, v Zagorju ne počivajo. V teh dneh so že v pripravah na občinski praznik. Za občane pa v sklopu priprav celostne občinske prometne strategije pripravljajo javno razpravo. Ta bo v sredo 24. julija ob 18. uri v veliki sejni dvorani prostovoljnega gasilskega društva Zagorje mesto. Prometna strategija naj bi pomembno prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti na območju celotne občine, povečala prometno varnost in pripomogla k boljši povezavi urbanih območij z odročnejšimi kraji. Zmanjšala naj bi prometne zastoje in pripomogla k boljšemu zraku. Na dogodku bodo predstavili strategijo in vse z njo povezane izzive ter dali priložnosti in besedo občanom, da o njej in z njo povezanimi ukrepi povedo svoje mnenje. Še ostajamo v Zagorju. V teh dneh so zagorska gospodinjstva v poštne nabiralnike dobila brezplačno zloženko s programom prireditev ob občinskem prazniku. Osrednja slovesnost bo v četrtek 1. avgusta ob 19. uri v zagorskem delavskem domu. Na njej bo zdravnik Franc Novak uradno postal častni občan Zagorja. Podelili bodo še 2 zlati plaketi. Eno bo dobila dolgoletna ravnateljica Srednje šole Zagorje Aljaša Urbanija, drugo pa poveljnik Gasilske zveze Zagorje Marko Bokal. Nato 2. in 3. avgusta pripravljajo tradicionalni prireditvi Noč pred nočjo, na kateri bodo nastopili domači Revolv in Orlek ter Sidarta. Na Zagorski noči pa bodo obiskovalci lahko slišali Uroža Ržišnika z bendom, Žana Serčiča in Šakale ter Kalipso. Na Zagorski tržnici pa bodo zbrane zabavali Modrijani. 12. julij je bil za podjetje Skiti pomemben datum, saj so odkrili temeljni kamen za novi proizvodno-poslovni kompleks v obrtni coni Kisovec 2. Tega dogodka so se udeležili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, podpredsednik državnega sveta in zagorski župan Matjaž Švagan, pa poslanec državnega zbora Teodor Uranič, predstavniki sosednjih občin in številni drugi udeleženci. Minister Han se je zavedal izjemnega pomena tega dogodka. Jaz mislim, da je prav, da Zasavje zaradi premogovne regije zdaj na nek način naredi še ta zadnji korak naprej, da res pridemo do še več delovnih mest, ki bojo dvignili dodano vrednost. To je na koncu koncev cilj tudi ministrstva. Jaz pa seveda se vendarle čutim malo, povezanega z Zasavje in se mi zdi vsaka pridobitev, ki se naredi v Zasavju, je pridobitev tudi za nas, vendar tudi veliko, zdaj pa zelo iskreno govorim, Radečanov dobi službo v Zagorju.
In se mi rekel, taki dogodki so seveda zelo pomembni. Država mora pa seveda svoje narediti in verjamem, da bodo kar nekaj podjetij v Zasavju zdaj uspešni na razpisu, ki ga bomo dali za premogovne regije, za prestrukturiranje premogovnih regij. Zasavje glede na Slovenijo potencial je? Glejte, jaz mislim, da je absolutno, ampak to je tipični primer, ko seveda s svojo dolino ali pa svojim krajem nisi zadovoljen, ampak ko gledaš pa od odzuni, pa vidiš vendar, da ima Zasavje nek potencial. Če gledamo, pa če nismo ljubosumni drug na drugega, vidimo, kaj se dogaja v Trbovljah z Devesoftom in za to visokotehnološkim podjetjem in se pravi ta grozd, ki se gradi v Trbovljah. Ko vidimo industrijo, ki raste v Zasavju in ki je vse skupaj povezan s turizmom, smo lahko zadovoljni, da se to dogaja in dokler bom jaz na tem resorju, bo seveda tudi Zasavje imel pomembno mesto na tem mojem gospodarskem zemljevidu. Občina Zagorje je s prostorskim načrtom in komunalno ureditvijo omogočila novi kompleks v obrtno-poslovni coni Kisovec 2. To utegne pozitivno vplivati na zagorsko gospodarstvo. Župan je poudaril, da gre za novo poglavje v Zagorski dolini. Ja, praznik za Zagorsko dolino, praznik za Zasavje, Slovenijo. Gre za projekt pravičnega prehoda, ker pomeni, da država, lokalna skupnost Zasavje ustvarja pogoje za nova delovna mesta. Na javnem razpisu, ki je bil tudi javno objavljen, se je pojavilo podjetje Skiti, ki ima zelo jasne roke, dokdaj mora tovarno odpreti, tako da največji izziv je na njihovi strani. Lokalna skupnost je ustvarila pogoje. Tukaj gre zahvala tudi članom in članom občinskega sveta, vsem odborom, ki to investicijo so in bodo podpirali tudi v prihodnje. Seveda je pa zelo pomembno, da s to investicijo ustvarjamo tudi pogoje v sedanjem podjetju Skiti, kjer bomo dobili brezogljični center za razvoj vodika in pa baterijske tehnologije, kar pomeni, da Zagorje postavljamo, kot je bilo tudi danes rečeno, strani ministra gospoda Hana na slovenski, evropski, svetovni zemljevid z najboljšimi strokovnjaki, ker je to tudi naša prihodnost za zeleni prehod. Bila je zelo težka zgodba, ampak tudi včasih kakšna solza zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Ampak v življenju, če delaš pošteno, če imaš poštene namene, cilje, ti je uspeh zagotovljen. In tukaj gre tudi zahvala mojim občankam in občanom, kajti če imaš takšne ljudi, lahko tudi s srcem in poštenostjo delaš naprej. Temeljni kamen so odkrili člani družine Smrkolj skupaj z županom Matjažem Švaganom in ministrom Matjažem Hanom. Oče Jože, sestra Sabina in direktor podjetja Skiti Sergej Smrkolj so posadili še lipo. Za piko na i je pred našo kamero nastopil še direktor podjetja. Investicija bo stala nekje 10 milijonov evrov, se pravi, se gre v objekt in v opremo. Kakšni so vaši načrti glede nadaljnjega prodora v svet in pa seveda, kako boste tudi kadrovsko izpopolnili vaše zahteve po večji proizvodnji? Absolutno širjenje v nove produkte, s tem, da bomo sedaj prišli na eno lokacijo, kar je za operativnost podjetja najbolj pomembno. S tem bomo bistveno zmanjšali stroške same proizvodnje in lahko razvijali nove produkte, šli na nove trge oziroma postavljali že določene zgodbe, ki so v ozadju, se bodo tukaj na novo postavljale oziroma se bojo lahko sploh razširile, ker se do zdaj niso mogli. Načrtujete prodore mogoče na azijske trge, v Ameriko? Tudi s tem produktom, ki ga bomo predstavili malo pozneje, absolutno imamo že dogovorjene oziroma imamo že kupce po celem svetu, tako da jaz se ne bojim to, da se ne bo to širilo in da bo absolutno Skiti šel naprej s polno paro. Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška je objavil razpis za štipendije za prihodnje šolsko leto. Štipendije so namenjene dijakom poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, ki živijo v slabših premoženjskih razmerah. V ta sklad pa sredstva za štipendije prispeva tudi zagorska občina. Rok za oddajo vlog je 9. avgust ali na ta dan oddane vloge po klasični pošti s priporočeno pošiljko.
Vloga in dodatne informacije so objavljene na spletni strani. Letos slikarska kolonija iz Lake Zagorje praznuje že 61 let. Že tradicionalno so se v Zagorski dolini zbrali slikari z različnih koncev sveta. V 10-dnevnem druženju in prebivanju v Zagorju pa nastajajo umetnine na platnih. Letos so udeleženci iz Armenije, Ukrajine, Nizozemske, Avstrije, Španije in iz Slovenije. Z Nizozemske sta 2, iz preostalih držav pa po 1. Kot običajno so udeležencem najprej razkazali okolje, v katerem ustvarjajo. V urniku je bil tudi voden ogled Zagorja in tako so gostje mesto lahko pobliže spoznali. Pripravili so srečanje s svetom kolonije, na srečanju slikarjev pa so se umetniki spoznali med seboj. Postavlja se vprašanje, kakšna je letošnja kolonija in v čem se razlikuje od prejšnjih. Sprašujejo me, če kaj slikajo našo krajino. Lahko rečem bolj malo. Mogoče se ta vtis krajine nekako v podzavesti poraja pri tem njihovem delu. To se pravi, ali gre za to abstraktno slikarstvo, ali gre to za mogoče kakšno konceptualno slikarstvo, to je pravzaprav vse eno. Ampak bodi si po barvi, bodi si po razpoloženju, vse to so dejansko mogoče kot nek genius loci potem pač lahko vidi v njihovih delih. Pač pri slikarji vidi se tudi iz kakšnih delov, predelov, ne samo Slovenije, tudi Evrope prihajajo. Vidi se recimo, če je nekdo recimo prišel iz Španije, kot je recimo naš David tokrat, prišel iz Malaga, so barve popolnoma nekaj drugega. To so barve sončne, sveže, tople, mediteranske. Medtem pa, ko recimo kolegi iz Nizozemske uporabljajo bolj že v samih linijah, so bolj ploskoviti, v barvah pa bolj hladni, lahko rečem. To so recimo te čisto enostavne in vedno spremljajoče značilnosti pri samem slikanju. Dobro, domači slikarji seveda se znajdejo po svoje, tako da so pa tako, da pomembno je pri tem tudi to, da jim damo slikarjem popolnoma svobodo. To se pravi po tematiki, po tehniki slikanja, tako da je ta paleta izredno pestra. Letošnje slikarske kolonije v Zasavju se je udeležila akademska slikarka iz Ljubljane. Čeprav je bila v Zagorju na slikarski koloniji prvič, ima s tovrstnih slikarskih srečanj in ustvarjanj že bogate izkušnje doma in tudi v tujini. Srečanja z lokalnim prebivalstvom in kolegi slikarji pa se ji zdijo velika dragocenost. Sicer sem se že udeleževala kolonij v preteklosti, nekajkrat sem bila tudi v tujini v kolonijah, sicer pa tukaj v naši državi, in se mi zdi to ena lepa pridobitev znotraj nekega likovnega ustvarjanja za tako umetnike kot za tiste, ki kolonije organizirajo, in za prebivalstvo, ki se pač teh kolonij lahko tudi udeležuje, se pravi lokalnih prebivalcev. Pomembno se mi zdi predvsem zato, da se umetnost širi, da se ljudje srečajo z umetniki, da jih lahko tudi vidijo pri delu in da ne nazadnje pridejo likovna dela do gledalcev. Gre pri vaši sliki, pri vašem umetniškem delu, ki ga tukaj ustvarjate, gre za kakšen poseben motiv in če gre, za kakšnega in zakaj pravzaprav ste se odločili oziroma izbrali ta motiv? Jaz sicer tudi v svoji umetnosti se veliko ukvarjam z nekako arhitekturnimi stvaritvami, z kompozicijami, ki bazirajo na arhitekturnih zgradbah. Sicer mi je pa Zagorje z svojo zgodovino in nekim rudarskim, se pravi industrijo, ki je bila tukaj prisotna dolga leta, mi je donudilo še dodatno inspiracijo, da sem lahko pač te stvari nekako vpletla v svojo sliko. Predvsem kot nek, se pravi, kot nek zgodovinski spomin, pa hkrati tudi na to, na kakšen način živimo danes, da smo zelo odvisni od tehnologije, da včasih nas tehnologija celo preplavi, nadvlada in da odtuji človeka na nek način. Tako da to so vsa vprašanja, s katerimi se nekako soočam v svojem slikarstvu in ga poskušam vključiti v delo. Also for meeting other artists, and I've been asked to come here for a few years ago. Then I
it wasn't possible for me to come, but now I came. It's the first time, and I'm glad to be here. And I like it here very much. I was told that this picture in front of you that you are making is special or even unique in some different ways. Why? Because usually I work with many colors, and this is only black and white. It's a little bit of, it's experimental. And I have, well, there are lots of, you see, little pictures in one painting, little paintings. And I only want to use black and white. It's a little bit of a drawing, but when you see the whole thing, it's a painting. And I will make another one with many colors, and that will be the landscape here, the impressions. Poleg slikanja in druženja so potekale tudi druge dejavnosti. Med drugim so odprli fotografsko razstavo, v avli Delavskega doma pa je potekala otroška likovna kolonija. Na mestni ploščadi je nastopila Klapa Kampanel. Udeležence kolonije so predstavili z glasbenim programom Duo Erič, potekala pa je krožna vožnja v Muzej rudarstva in Medijski grad. Prav med našim obiskom je eden izmed udeležencev sedel za klavir in soustvarjalcem v dvorani Delavskega doma pripravil krajši koncert. Istega dne zvečer pa je bil še en koncert. Danes popoldne pa je bila v stekleni dvorani priložnostna razstava nastalih likovnih del, v večernih urah pa se skupno večerjo kolonija tudi zaključuje. Konjeniški klub Golden Ranch iz Kisovca pripravlja prihodnjo soboto, 27. julija, že 20. jubilejni zasavski konjeniški festival. Na njem bo letos veliko zanimivega. Poleg predstavitve 9 pasem konj se bo predstavila še šolanja jahanja smrčkov brlog. Mogoča bo ježa mehanskega bika, pripravili bodo tržnico domačih izdelkov. Lakoto obiskovalcev bo krotila dobra gostinska ponudba. Ob tem še povejmo, da konjeniški klub Golden Ranch gradi prvo cross-country progo v Sloveniji. Obetajo, da bo to velika atrakcija, ki bo privabila še več obiskovalcev v Zagorsko dolino. Njeno odprtje pa načrtujejo v začetku septembra. Zanjo prosijo za pomoč donatorje, če vas žuli kakšen odvečni evro ali material, ki ga pri gradnji omenjene proge potrebujejo, pa se pomoči veselijo in vas prijazno vabijo na sobotno prireditev. V teh dneh do 21. julija so oči športnih, zlasti pa kolesarskih navdušencev, uprte v dirko po Franciji. V našem okolju pa še zlasti stiskamo pesti za rojaka Primoža Rogliča. Pravzaprav smo jih stiskali, ker je že po 12. etapi padla odločitev, da dirko sklene predčasno, zaradi posledic 2 padcev v 2 zaporednih dneh. Tako je tretjič zapored francosko pentljo, dirko vseh dirk, končal predčasno, letos skupno na 6. mestu. Odločitev o tem, kako bo z Rogličevim nastopom na olimpijskih igrah v Parizu in na španski Vuelti, bodo sprejeli v prihodnjih dneh. V njegovem klubu pa želijo, da se najprej temeljito odpočije in si nabere novih moči. Drage gledalke in gledalci, na pragu koletarskih pasjih dni vam za konec, preden se poslovimo, ponujamo navdihujočo misel. Najpomembnejše stvari v življenju so dosegli tisti, ki so vztrajali tudi takrat, ko ni bilo več upanja. Vse lepo do naše prihodnje oddaje in srečno.